Sedaj v teh časih dobivajo ljudje domov nova obvestila geodetske uprave z informacijo tudi o davku, koliko ga bo za posamezno nepremičnino objekt potrebno poslej plačati. In po naši oceni so seveda šele nekateri davčni zavezanci zdaj seznanjeni z neželjenimi, neljubimi in po moje tudi krivičnimi posledicami tega davka, ki bo znatno bolj obremenil davkoplačevalce kot doslej. Mi smo v tej spremembi zakona o obdavčitvi nepremičnin, ki jo danes vlagamo, zajeli 3 pomembne vsebinske sklope. Uvodoma bom sam predstavil prvega, v nadaljevanju bo pa še kolega Šircelj predstavil druga 2. In sicer najprej in prvo želimo, da se davek na nepremičnine ne uvede, zlasti na tiste nepremičnine, ki služijo ustvarjanju nove dodane vrednosti. Torej, zato predlagamo, da se, in še posebej seveda za mala in srednje velika podjetja in samostojne podjetnike, zato predlagamo, da se poslovne, industrijske in ostale nepremičnine, ki služijo proizvodnji, ustvarjanju novih vrednosti, izvzamejo iz obdavčitve, vkolikor seveda, če so v lasti samostojnih podjetnikov oziroma gospodarskih družb, ki so po zakonu o gospodarskih družbah uvrščena med mikro, mala in srednje velika podjetja. Vsem je jasno, da smo v času še vedno globoke gospodarske krize kot ena izmed redkih držav Evropske unije in evroobmočja, da tudi ni na vidiku nekih novih svetlih točk in da je več kot potrebno gospodarstvu dati kisik, dati nek zagon in gotovo nove dodatne davčne obremenitve ne vodijo k temu. Zato predlagamo, da se jih do nadaljnjega, seveda, da se jih izvzame iz te obdavčitve in s tem omogoči, da ponovno zadihajo, da rastejo in seveda tudi odpirajo nova delovna mesta. Le tako lahko preidemo iz besed k dejanjem. Besede so te, da si vsi želimo gospodarskega zagona in novih delovnih mest, seveda pa od vladne koalicije ne vidimo praktično nobenih resnih ukrepov v tej smeri. Taka odprava obdavčitve za gospodarske subjekte, mikro, mala podjetja in samostojne podjetnike je ena roka države tem podjetjem, je seveda tudi prispeva k lažjemu poslovanju in nenazadnje k tudi nekaj več denarja le tem podjetnikom, ki ga lahko investirajo v dejavnost, v razvoj te dejavnosti in v nova delovna mesta.